Podobe znanja. Ni bolj vseprisotnega odpadka, kot so majhni delci plastike. Mikroplastične in nanoplastične delce smo odkrili v človeškem telesu, v rastlinah in v živalih, od koder so prišli iz tal, zraka, morij, človeško telo pa s pitno vodo in hrano. V kolikšni meri pa je zgolj prisotnost tega materiala tam, kjer ta ne bi smel biti, že škodljiva? V tokratnih podobah znanja gostimo izredno profesorico doktorico Anito Jemec-Kokalj z Biotehniške fakultete. V svojih raziskavah preučuje, iz katerih vidikov sta mikroplastika in nanoplastika v tleh dejansko škodljivi. Kako konkretno vplivata na deževnike, hrošče, rake ter na rastline? In kaj se zgodi, ko klasične plastične materiale zamenjamo z bioplastiko? Ima ta morda manjši vpliv na okolje in bitja v njem? Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokalj, lepo pozdravljeni. Ni kotička sveta, kjer danes ne najdemo mikroplastičnih in nanoplastičnih delcev, od morij, rek, človeškega telesa, rastlin, živali, tudi tal in zraka. Zdi se, kot da so ti delci vse prisotni. Je pa tudi, se mi zdi, da prisoten občutek, da so ti delci, mikroplastični in nanoplastični delci v morjih, v rekah, morda bolj raziskani kot pa delci plastični v tleh. Kaj pravite? Ja, imate popolnoma prav. Gre namreč za to, da so delce mikroplastike oziroma majhne plastične delce odkrili leta 2004 prvič v morju. In sicer je bila prva nekako taka zelo odmevna objava, ki ima danes preko 9000 citatov, objavljena v reviji Science pod avtorstvom Richarda Thompsona, ki je nekako razmišljal o tem, kam gre v bistvu vsa plastika, ki jo vržemo v morja, v oceane. On je nekako pojasnil to idejo, da se razgradi na majhne plastične delce, namreč ljudje so nekako razmišljali o tem, da je plastika nerazgradljiva, torej se z njo v okolju nič ne zgodi, ampak dejansko se zaradi mehanskega delovanja razgradi na majhne delce. Ta raziskovalec je v svoji mreži našel te majhne delce, ki jih je takrat poimenoval mikroplastika. In od takrat je potem to polje raziskovanja, predvsem najprej v morjih in potem v sladkih vodah, se zelo razmahnilo in so dejansko raziskovalci odkrivali to mikroplastiko, res kot ste omenili, na zelo veliko različnih okoljih. Kopensko okolje je pa dolgo časa ostalo zanemarjeno in dejansko šele konec 2018-2019 nekako so se začele bolj intenzivne raziskave o prisotnosti in vplivih mikroplastike v kopenskem okolju. In danes vemo, da je kopensko okolje zelo onesnaženo z mikroplastiko in tudi dejansko zelo velik vir mikroplastike za vodno okolje. Namreč na kopno odlagamo zelo veliko število odpadkov, potem v samih čistilnih napravah se zadrži v odpadnem blatu mikroplastika, ki jo potem v nekaterih državah odlagajo nazaj na polja, velik vir je tudi promet in pa tudi odlaganje iz zraka. Namreč v zraku so delci prisotni in se potem odlagajo tudi na tla. Pa se ti mikroplastični, nanoplastični delci v tleh obnašajo kako drugače kot pa recimo v zraku ali pa morju? Torej, mikroplastika oziroma nanoplastika imata neke določene lastnosti, ki so praktično enake v vseh okoljih, torej mikroplastika ima zelo veliko sposobnost adsorpcije, bodisi hranil, mikroorganizmov. V tleh je mogoče za izpostaviti to, kar smo dejansko ugotovili v zadnjih letih, da spremenijo fizikalno-kemijske lastnosti tal. Torej, tla se pogosto spremenijo v smislu, torej recimo spremeni se njihov pH, spremeni se njihova sposobnost zadrževanja vode. Pogosto so ta tla, kjer je prisotna mikroplastika, bolj suha kot tista, kjer mikroplastike ni. Tako da to bi bil mogoče tak aspekt, ki je malce drugačen kot v zraku in pa v vodi, ne. Izredna profesorica doktorica Anita Jemec-Kokalj, omenili ste, da ti plastični delci nase vežejo lahko različne snovi. Kako potem vplivajo na samo kroženje snovi v zemlji?
Predstavljajte si mikroplastika kot nek tujek v tem okolju, ne, in spremeni celo dinamiko kopenskega okolja. Torej vpliva na samo vezavo hranil, ki so potrebna za mikroorganizme, torej poseže v neke osnovne procese njihovega delovanja, vpliva na sestavo združbe mikroorganizmov, kot tudi na cele populacije teh organizmov. Tako da v bistvu vplivajo na celotno kroženje snovi lahko, še posebej recimo biorazgradljiva mikroplastika, ki nastane z biorazgradljivih odpadkov, dodatno vnaša recimo lahko škrob, ki je prisoten v tej plastiki, kar pomeni, da tudi dodatno vnaša neka hranila. Dejansko se spremeni neko mikrookolje teh tal, na ta način. Kakšni pa so potem konkretni vplivi mikroplastike na talne organizme, na deževnike, na kopenske rake, na vretenčarje? Torej, naše raziskave, ko smo jih pričeli, pa tudi ostali avtorji, večinoma se opravljajo v laboratoriju, kjer enostavno izpostavimo mikroplastiko v neki zemlji, tem kopenskim nevretenčarjem, ki jih uporabljamo, predvsem te, ki se standardno uporabljajo v testih, kot ste že sama omenila. In naša pričakovanja na začetku, ko smo pričeli, so bila zelo velika, kako bo ta mikroplastika res vplivala na njihovo preživetje, na prehranjevanje, zato ker recimo v morskih sistemih ali pa v kopenskih nekako tako je bila hipoteza, da v bistvu živali jejo mikroplastiko, ta potem njihovo črevo nekako zabaše in potem živali ne čutijo oziroma ne zaužijajo energetsko bogate hrane in zaradi tega se zniža njihovo prehranjevanje in tudi izgubljajo maso in recimo ne preživijo. Zdaj, to so bile naša pričakovanja, ampak izkazalo se pa je, da mikroplastika ni visoko toksična. Torej, to ni nek tak polutant oziroma onesnažilo, kot so pesticidi, kovine, zato ker mikroplastika nima neke določene tarče. Torej, večina ostalih onesnažil delujejo na določene celične procese, medtem ko mikroplastika nima. Zato dejansko nikoli ne moremo reči, da je mikroplastika strupena. Ampak mi smo opazili, da dejansko se organizmi na njo odzovajo. Torej, njihovi fiziološki procesi se ob vzpostavitvi mikroplastiki v tleh spremenijo v primerjavi s skupino, ki tej mikroplastiki ni bila izpostavljena. Nekako predvidevamo, da v prebavilu vplivajo tudi na mikrobioto, torej tudi tako kot ljudje imajo tudi nevretenčarji mikroorganizme v svojih prebavilih in mikroplastika nekako spremeni tudi delovanje te njihove združbe, kar recimo se lahko potem odraža na spremenjenem imunskem odzivu oziroma profilu imunskih markerjev. In konkretno, recimo, naše raziskave so zelo dobro pokazale, da ko so živali izpostavljene zemlji, v kateri je mikroplastika, se v organizmu zgodijo spremembe, indukcija raznih procesov, ki so povezane z imunskim sistemom, podobno kot recimo, ko je neka žival izpostavljena okužbi. Torej, kaj pomeni to zdaj za organizem? Je ta organizem zdaj slabše prilagojen na okolje ali bo ta organizem po dolgem času ne bo preživel? To so v bistvu še vprašanja, ki so odprta. Kaj pomeni to dolgoročno za njihov fitness? Lahko pa povem, da so pa raziskave na voljo in jih upravljajo naši kolegi v tujini, s katerimi smo na skupnih projektih, kjer so dokazali, da recimo mikroplastika vpliva na razmnoževanje recimo deževnikov. Še posebej so pa te vplivi opazni, če izpostavljamo organizme več generacij. Torej imamo neko generacijo, prvo generacijo, jo vzgojimo do mladičev, potem pa te mladiče ponovno izpostavljamo. Še bolj očitni pa so vplivi, na primer, če izpostavljamo te organizme na polju. Recimo, te so najbolj taki relevantni poskusi, sicer zelo težko izvedljivi, ampak recimo 2 leti izpostavitve neki kmetijski mikroplastiki v tleh je povzročilo vpliv na rast recimo ječmena. Se pravi, pridelek je bil manjši, zaradi tega, ker je bila mikroplastika v tleh. Zdaj, kako? Najbolj verjetno mikroplastika spremeniti, kot sva se že na začetku pogovarjali, okolje v tleh. In to je potem posredno vpliva na organizme. Mikroplastičnih delci niso samo enega tipa, pač teh delcev so različni med sabo. A se je izkazalo v vaših raziskavah, da imajo nekateri mikroplastični delci večji vpliv kot pa drugi?
To vprašanje je dejansko zelo težko. Predstavljate si, koliko je plastičnih izdelkov okrog nas? Že v tem kabinetu, kjer sva midve sedaj, imava zelo različna oblačila, imava zelo različno opremo, torej greva ven na ulico, imamo promet. Ogromno enih plastičnih izdelkov je okrog nas in vsa ta plastika dejansko predstavlja različne type mikroplastik. Mikroplastike se med seboj razlikujejo po velikosti, po obliki. Recimo imamo fragmente, to večina so pač delci z nepravilno obliko, potem imamo vlakna. In zdaj recimo imamo pa potem znotraj istega tipa polimerov, naprimer polietilen, zelo ogromno različnih proizvodov, v katerih so dodane različne kemikalije, mi rečemo aditivi. Zato, da imamo lahko potem različne type izdelkov, naprimer neka žoga, ki je zelo fleksibilna, zelo mehka, ima drugačne type kemikalij, kot recimo nek podstavek, pa neka miza, ki mora biti trdna. Ne? In vse te lastnosti dejansko, oziroma tudi kemikalije, ki jih dodajamo v plastiki, lahko vplivajo, ne, na to, kako se bo obnašala v okolju. Kar recimo lahko jaz rečem iz naših raziskav, da smo opazili primerjalno večji vpliv delcev pneumatik. Predvsem zato, ker smo v teh delcih pneumatik pomerili okrog 40 različnih kovin, celo neki pesticidi so bili vezani na nje, policiklični aromatski ogljikovodiki, ne. Zdaj, še bolj kompleksno pa nastane, kadar pa recimo gledamo reciklirano plastiko. Ker reciklirana plastika je reciklirana iz različnih tipov izdelkov, ki so že sami po sebi na začetku kompleksni. Ni pa nekega enoznačnega odgovora. Recimo lahko bi rekli, da so primerjalno vlakna imajo včasih večji vpliv, zato ker so večja. Lahko mogoče še to povem, da se predvideva, da bi nanoplastika imela lahko večji vpliv na organizme, zato ker je tako majhna, pa ker ljudje nekako razmišljajo, da pa zdaj enomikronski delci pa kar po celem telesu potujejo, pa zelo veliko enih poškodb povzročijo. Ni temu tako. Ljudje in tudi večina organizmov, mi smo z delci obkroženi ves čas, pesek, prah. Organizmi smo razvili v bistvu strategije preprečevanja prehajanja delcev prosto po našem telesu. Tako da seveda pri določenih organizmih je verjetnost prehoda teh nanoplastik, torej delcev manjših od 1 mikrona večja. Naprimer rastline imajo poseben sistem, po katerem prevajajo vodo in anorganske snovi iz tal in tam so našli delce, zato ker je premer teh cevi dovolj velik, oziroma dovolj velik. Medtem ko recimo pri našem kopenskem raku je pa tako, da je v bistvu ima celo prebavilo nekako pokrito s kutikulo, torej z nekim ovojem, ki je namenjeno temu, da preprečuje prehod delcev. Tako da recimo v tem pri nevrtenčarjih nismo opazili, da bi te nanoplastike šle kjerkoli po telesu. Ker organizmi imajo sisteme, kako v bistvu preprečijo to. Že v osnovi. Omenili ste, doktorica Anita Jemec-Kokalj, kar več različnih vidikov, kako raziskujete mikroplastiko, pa tudi nanoplastiko. Pa bi se zadržala najprej pri tem, da ima plastika že v osnovi dodane neke snovi, ki so lahko potencialno škodljive, ali pa da potem sami mikroplastični delci nase vežejo neke potencialno škodljive snovi. Bi potem lahko rekli, da je pri mikroplastiki bolj škodljivo to, da so bolj škodljive te dodatne snovi, kot pa sama mikroplastika kot taka? Ja, to, kar ste zdaj vprašali, je v bistvu eno izmed osrednjih vprašanj pri naših raziskavah. Moram pa nekako to vprašanje ločiti na dva dela. Torej, prvo je, mikroplastika v samem okolju lahko veže nase, naprimer, druga onesnažila. V tem primeru, recimo, predstavljate si v tleh, v nekih kmetijskih tleh, je poleg plastičnih delcev so prisotni tudi pesticidi. In na začetku raziskav je bila zelo močna hipoteza, da mikroplastika veže pesticide, jih prenese v sam organizem in ta organizem bo zdaj imel večjo količino tega pesticida in bo zato bolj, bomo opazili na njem večje vplive nanj. Ampak dejansko se je izkazalo, da velikokrat dejansko mikroplastika v tleh veže nase pesticide,
ki potem niso prosto dostopni tem organizmom. A ne? In v določenih poskusih se je celo izkazalo, da zmanjša vpliv pesticidov. A ne? Drugače bi najbrž bilo, če bi zdaj to zemljo recimo prenesli nekam drugam, pa na ta način mogoče prenesli še več polutantov na neko čisto zemljo, a ne? Ampak ta hipoteza, da dejansko povečuje vnos, se je redko pokazala. No? To je temu rečejo trojanski efekt, da neka plastika prenese neko drugo onesnažilo in zato je učinek tega večji. Po drugi strani, druga stvar je pa, kaj pride ven iz plastike, zaradi tega, ker je že dodano tekom neke sinteze, ne? To je pa vprašanje, s katerim se bomo pa zdaj v prihodnosti ukvarjali. Namreč ugotovili smo, da je ta fizikalni učinek delcev sicer je, ne, če se zdaj pogovarjamo, kako plastika recimo res deluje, kar smo mi opazili, je veliko teh mehanskih vplivov. Naprimer, v recimo vodnih sistemih mi velikokrat testiramo majhne vodne rake, ki so velikosti 1 milimetra. Naprimer, mikroplastika pa je manjša od tega, ne, ampak še vedno relativno velika glede na njihovo velikost. Recimo, te majhni raki se zapletajo v mikroplastiko in dejansko ne morejo plavati. Ne, in to vpliva na njih direktno mehansko. Ne. Potem lahko se veže mikroplastika na korenine rastlin vodnih, naprimer. To smo tudi dokazali, da dejansko povzroči poškodbe teh korenin in potem je manjša rast korenina. Ne. Tako da to so neki res ti direktni. Bolj nas pa skrbi to, ne, ker nekako lansko leto je bilo objavljeno poročilo ene skupine, ki je opisala 16.000 različnih kemikalij, ki se jih dodaja plastiki. In zdaj je vprašanje, ali potrebujemo vseh teh 16.000 različnih kemikalij, da jih dodajamo plastiki. In se zdaj tukaj postavljata dva koncepta. En je koncept nujne rabe, a ne? Ker zakaj bi dodali kemikalije za nekaj, kar nima neke vloge, naprimer nekim igračam, da dišijo. Veliko snovi dodajamo zato, ker se to bolje prodaja. Se treba res vprašati. In zato zdaj te raziskave so zdaj pomembne, da poskušamo identificirati, najprej pokazati in opozoriti na ta problem, in potem se velikokrat kakšne stvari premaknejo zaradi tega, ker se veliko govori o eni stvari in morda bo nekoč neka zakonodaja, zdaj ne vem, kako ste seznanjeni, ampak na svetovnem nivoju potekajo zdaj že nekaj let pogajanja o sprejetju nekega sporazuma o plastiki, kjer bi omejili, ne, se pravi celotno proizvodno plastike na svetu, potem dodajanje kemikalij, ne, katere kemikalije res dodajati, oziroma predlog trenutni je, da bi določili, katere ne bi smeli več noter dodajati, ker vemo, da imajo neke vplive na ljudi in na okolje. Omenili ste teh 16.000 snovi, ki se dodajajo v plastiki. Za koliko od tega veste, da je škodljivo, da ni škodljivo? Težko vprašanje. V bistvu, tako je, ta številka je zelo velika. Gre za to, da to ni v bistvu seznam kemikalij, ki so jih pomerili v plastiki. Kolegi so v bistvu preiskali različne sezname, ki obstajajo pač na spletu, katere kemikalije imajo določene funkcije in se uporabljajo v proizvodnji, naprimer plastike. Zdaj, katere res so, v kakšni meri, v kakšnih koncentracijah, se ne ve, oziroma se še raziskuje. Ja. Potem je tukaj še problem mešanica. Omenili ste več različnih organizmov, s katerimi preučujete vpliv mikroplastike nanje. So nekateri organizmi, ki so nekako odporni na to? Težko bi govorili o odpornosti. Gre bolj za to, da so mogoče določeni organizmi imajo večjo tveganje, predvsem zaradi njihove anatomije, zoomorfologije, naprimer kakšni zelo majhni organizmi, naprimer v zemlji, skakači konkretno, recimo naše raziskave so pokazale, da so na njihovo razmnoževanje mikroplastika zelo malo vpliva, enostavno zato, ker so manjši od mikroplastike in jo ne pojedo. Naprimer, za bolj občutljive so se izkazale skupine nevrotenčerjev, ki imajo tanjšo kutikulo, naprimer so pač manj zaščiteni, površina
Tako da tukaj mogoče bi lahko izpostavila bele deževnike, so bili bolj občutljivi, pa deževniki kot recimo kopenski raki. Zato, ker ti delci prehajajo čez povrhnjico njihovo v tudi organizem? mehansko, ne, v bistvu večino prehajajo preko prebavil, torej preko prehranjevanja, ampak lahko pa mehansko jih poškodujejo. Ne. Kako pa je potem z bioplastiko? Že na začetku ste nakazali, da lahko spremenijo ti bioplastični delci sestavo mikroorganizmov. Pač kako je z bioplastiko in manjšimi delci bioplastike potem v tleh? Obstaja tu podobna skrb kot pri navadni plastiki in navadnih mikroplastičnih delcih? Ja, jaz bi na začetku samo pojasnila pojem bioplastika. Bioplastika je v bistvu vsa plastika, ki je biorazgradljiva, in vsa plastika, ki je v osnovi zgrajena iz polimerov, ki so naravnega izvora. Torej, o bioplastiki govorimo tudi takrat, kadar imamo navadno plastiko iz fosilnih goriv, in je tem polimerom potem dodana neka snov, ki izboljša njihovo biorazgradljivost. Po drugi strani imamo bioplastiko, ki je iz naravnih virov, naprimer celuloza acetat v cigaretnih ogorkih, kateri so dodane kemikalije, ki jo naredijo popolnoma nerazgradljive. Tako da je beseda bioplastika zelo zavajajoča, ker ljudje mislijo, da je bioplastika nekaj zelo boljšega od konvencionalne plastike. Tako kot pri vsaki plastiki, pač bioplastika razpade na manjše delce. Naše raziskave trenutne z nekimi kmetijskimi folijami, ki so na osnovi biorazgradljivih materialov, celo kažejo, da ima večji vpliv na tla kot pa navadna folija, ki je iz teh konvencionalnih materialov, polietilena mi rečemo. Ne. Gre predvsem za to, da je potrebno pravilno upravljati z plastičnimi odpadki, ne glede na to, katerega izvora so. Imeti je treba nekako zavedanje, da tudi biorazgradljiva bioplastika, to je še vedno plastika in še vedno nastane odpadek. Kakšni pa so ti konkretni vplivi? So podobni? Zelo podobni, ja. Vpliv na lastnosti tal, mi smo konkretno dokazali vpliv na rast kmetijskih rastlin določenih, torej zmanjša se njihova rast, predvsem se pa poznajo spremembe na bolj celičnem nivoju, ki nakazujejo na njihov odziv, kot neke vrste stresni odziv. Za živali ste poudarili, da mikroplastika v njih, ko pride v telo, pride preko z zaužitjem talnih delcev. Kako pa je s tem pri rastlinah? Pri rastlinah je večinoma vnos mikroplastike, torej iz tal preko posebnega sistema za prevajanje vode in anorganskih hranil, in pač mikroplastiko oziroma predvsem nanoplastiko so tudi že našli v listih rastlin. Pri rastlinah je najverjetneje tudi velika depozicija iz zraka, ker je pač v zraku in se potem na nje tudi nalaga. Torej rastline v večji meri lahko vsaj nanoplastiko sprejmejo. To pa še ne pomeni, da ima na nje vpliv. Kako pa je, ko ste raziskovali dolgoročen vpliv, se pravi vpliv čez več generacij, zakaj je ta vidik raziskav pomemben? Ker je bolj realen. Ja, organizmi smo izpostavljeni nekim stresorjem celo svoje življenje lahko. Ocene tveganja so zelo, v bistvu jih je zelo težko izvesti. Veliko teh okoljskih raziskav poteka v laboratoriju, veliko testov poteka 2 dni. S kopenskimi organizmi dejansko izpostavljamo jih navadno dlje časa celo kot vodne organizme. To je tudi, mogoče tudi en vidik, zakaj je raziskav s kopenskimi nevrotenčarji manj kot pa z vodnimi organizmi. Tudi z tega stališča, zato ker dlje časa trajajo. Tudi raziskovalci pogosto zbirajo modelne sisteme, ki hitreje prinesejo do nekega rezultata. Nek test za razmnoževanje z deževniki zahteva 2 meseca dela. Nek test z nekimi vodnimi organizmi lahko traja samo 2 dni. Tako da nas, predvsem biologe, dejansko tudi zanimajo te dolgotrajne vzpostavitve in neki mehanizmi delovanja, neki biološki procesi, ki so zadaj. Ja. Kaj so pa potem še neke konkretnejše ugotovitve glede tega,
kako ti delci vplivajo na delovanje organizma kot takega. Omenili ste imunski sistem. Zdaj, imunski sistem ni veliko proučevan. Pri nas na oddelku za biologijo smo v bistvu razvili novo metodologijo za določanje tega odziva pri našem zelo pogostem testnem organizmu, kopenskem raku. Zato v bistvu smo želeli bolj podrobno raziskati cel mehanizem delovanja. Načeloma večina študij z kopenskimi nevrotenčerji proučuje vplive na razmnoževanje, vplive na rast, na tip prehranjevanja, in to so tudi parametri, ki v bistvu so jih največkrat opazili spremenjene. Zelo pogosto so pa spremenjeni predvsem te odzivi organizma mi rečemo na nižjem nivoju, torej na celičnem nivoju, biokemijskem nivoju. Naprimer, inducirajo se različni encimi, ki so udeleženi pri odzivu na stres. Ja, dejansko to. Ta odziv že potem lahko označite kot škodljiv vpliv mikroplastičnega delca na organizem? Mi zelo, zelo zadržano razlagamo, interpretiramo te naše raziskave. Nikoli ne rečemo, da je recimo mikroplastika toksična. Ne. V bistvu izraz toksična res pomeni, da organizmi umirajo. Mi večinoma rečemo, da so spremenjeni fiziološki procesi pri nekih organizmih, in dejansko po daljših izpostavitvah jaz verjamem, da če je nek organizem ves čas izpostavljen takim okolju, predvsem pa, ker ne poznamo vplivov teh kemikalij, ki se sproščajo, verjamem, da nekako vpliva na nje. Izredna profesorica, doktorica Anita Jemec-Kokalj, najlepša hvala za ta pogovor. Hvala lepa. Podobe znanja. Z izredno profesorico, doktorico Anito Jemec-Kokalj z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete sem se pogovarjala Klara Jurečič. Pogovor je posnel Vladimir Jovanovič.